Zdaj pa povabim Ivilijana, dober večer, si z nami. Ja, dober večer, Predajam, pozdravljeni. predajam Glede ti, na to, da imam ja, par minut, bom kar začela. izvoli. Glede na to, da smo govorili o volitvah, bom jaz danes govorila o osebni odločitvi, koga, kdaj in zakaj bomo mi volili. Ali bomo volili človeka, ali bomo volili Boga, ljubezen, kakor je danes zelo lepo povedal Egidi. Jaz osebno sem se prepozno odločila, da sem izvolila za sebe Boga. In ko sem to naredila, se mi je življenje začelo spreminjati, ker Bog ima svoje zakone, zemlja ima svoje zakone. Če kršiš Božje zakone, sledi bolečina, bolezen, strah, ljubosumnost, jeza, smrt, vojne. Če pa izvoliš ljubezen, pa se človek začne ozdravljati, se usrečuje, ker ljubezen je najvišja frekvenca na tem svetu, ki vse, kar ni ljubezen, spreminja v ljubezen, če se mi za to odločimo. Zato polagam vsem vam na srce. Res je, kakor je Egidi rekel, težki časi prihajajo. Ljudje se jezijo, ljudje lažejo, ljudje so žalostni, zaskrbljeni, prestrašeni. Zakaj? Ker niso izvolili brezpogojne ljubezni, kot je prva alineja 9. člena našega čudovitega društva za srečno življenje Belis. In kdorkoli bo vedno imel brezpogojno ljubezen na prvem mestu, ga bo ta ščitila, varovala in sreča bo ostala v njegovem srcu, njegovem duhu, domu, v medsebojnih odnosih. Zato izvolimo vsi brezpogojno ljubezen, sprejmimo jo v srce in spoštujmo zapoved Boga. Ljubi svojega Boga z vsem srcem, z vso pametjo in ljubi bližnje, kakor samega sebe. V tej ljubezni ni sodbe, v tej ljubezni ni strahu, v tej ljubezni ni jeze, v tej ljubezni je življenje, lepota, raj, naš raj, ki ga mora vsak za sebe narediti. Ne more ga narediti ne vlada, ne sosed, ne denar, ampak naša osebna odločitev, da se mi odločimo, da bomo živeli Božje zakone. In Božji zakon je ljubezen. Brezpogojna ljubezen do ljubezni. In vprašajte se, kaj ste vi izvolili za svoje življenje. Jaz osebno sem izvolila leta 87 brezpogojno ljubezen in sprejela Jezusa za svojega učitelja. Nepredstavljivo mi je bilo, kako je lahko na križu izrekel besede: moj Bog, odpuščam, saj ne vedo, kaj delajo. Ali lahko mi to rečemo, kadar nas nekdo užali, prizadene, ignorira, pokrade? Vprašajmo se. Jaz se to učim iz dneva v dan. In bolj, ko se naučim, bolj je moja duša radostna, lahka in srečna. In zato Egidijev nasvet, odpuščajmo, bodimo ponižni pred to čudovito brezpogojno ljubeznijo, ki nam jo Bog podarja kot zastonjski dar z neba. In izvolimo vsi brezpogojno ljubezen in živimo tako, kot nam na en način tudi nas učijo učitelji ljubezni, učitelji priroki, tisti ljudje, ki so spremenili svoje življenje, ko so šli po zelo ozki poti, ki se reče brezpogojna ljubezen. Evo, toliko od mene danes. Želim vam, da če boste šli na volitev,
da gre se z ljubeznijo in da obkrožite tisto, kar boste začutili, da lahko obkrožite. Če ne morete nič obkrožiti z ljubeznijo, potem ne obkrožite. Če ne želite iti na volitve, potem ne pojdite. Bodite zvesti sami sebi in tista zvestoba, ki si jo dajete sami sebi, je najbolj pomembna. Potem ne lažemo, potem smo iskreni do sebe in do bližnjih.